Dober dan, dobrodošli nazaj. Jebem ti. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Dobrodošli nazaj na nacionalni podcast, like, comment, share in subscribe. Mati moja, ne smem več hoditi tako naprej. Sem razbil. Dobrodošli nazaj v najboljši podcast v Sloveniji, nacionalni podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič. Pol bomo Jureta klicali, se nam bo javil iz Tajske. Preden pa ga pokličemo, poglejmo, kaj se dogaja na slovenski sceni ta teden. Kaj pa je to? 14.12. event v cirkusu. Big Stick Junior Capital Crew, naši člani, imajo bajebo neka največja, najjača žurkica. Jaz bom mogoče tudi tam. Moji člani bojo bili tudi tam. Tako da upam, da se vidimo, da ga malo zadžuskamo. Baje imajo tudi nek novi komadič za nas. Vredno, da prideste pogledat, kaj ne, pa ga malo zadžuskat. Zdaj pa ena zelo pomembna stvar, ne. Vsi smo že slišali rek kot češnja na vrhu torte, ne. Jaz sem to za en dan razmišljal. Jaz ne vem, če sem v lifeu videl torto, ki ima gor češnjo, tako dobesedno na vrhu češnjo. V lifeu ne vem, če sem videl kakšno torto, zato sem prav razmišljal, ta rek se mi zdi low-key malo glup, ker dajmo najti neki malo bolj vsakdanjega, ki vsak lahko relata na to in kaj je bolj ikonično kot češnja na vrhu torte. Neki to majke mi nisem videl nikoli. Ajde, svečka na vrhu torte, ampak češnja na vrhu torte, stari, to pa res ne vem, če sem kdaj videl. Zato pazi to, od zdaj naprej bi lahko začeli uporabljati kot oliva na vrhu pice. Evo, to poštim zdaj tle, da razmislite. Kot oliva na vrhu pice, ker evo, oliva je ta komponenta, ki daš bum na vrh pice, evo, in je narejena pica. Sorry, če mene prašaš, napišite v komentar, to ful bolj paše not. To ful bolj paše. Ne vem, mogoče samo jaz. Mogoče preč razmišljam. Ja. Tako da naslednjič, ko boste dobili neki perfektnega, ne čakaj, kdaj to uporabiš, kot češnja na vrhu torte? Ja, ko se vam bo zgodilo neki perfektnega in pol še neki perfektnejšega, rečete, kot oliva na vrhu pice. Ni za kaj. In še eno stvar, da delim z vami, kaj sem razmišljal, preden pokličemo Jurčka. Imam novo stvar na mojem bucket listu, ne. Ta je taka malo crazy. Napišite komentar, če imate kakšne stvari na vaših bucket listih, kaj bi radi provali. Meni se zdi ena tako res zelo zanimiva, unikatna izkušnja, pa to ne mislim nič tako kaj proti nobenemu ali kakšna žalitev. Legit bi bilo hudo, pazi to, da grem na večerjo z žabarko jest žabe. Če to ni experience, to je, evo, kot da greš Snoop jointom, kot da greš Snoop Doggom na en joint. Veš, to je tako uno, jako. Ajde, greš joint s friendom, niti tamo. Greš Snoop Doggom na joint, jako. Da greš žabarko na večerjo, je žabe. Mislim, ja, ne? Jaz mislim, da ja. To bi bil fire. In še tipo se tako nekje ob reki ali pa močvirju full on rega kvak experience tekaš. Tle neki je, tako da če kdo pozna kakšen spot v Ljubljani ali pa v okolici, za iti provat žabe, če kakšna žabarka, da se javi, peljem na ene žabice, rega kvak, tekaš. Pazi to, experience, ko je lahko še boljši, pelje žabarko v restauracijo v Ljubljani, jest žabe in prije natakar in reče, kaj boste, in ti rečeš 2 žabe, eno za mene, eno za gospodično, in ona tebi, kva? To je full on žaba experience. Spet moram povedati, to ne mislim v nobenem žaljivem smislu. Tako da bi rekel, full on primorska experience je, da greš na plažu s Primorcem, ne? To je tak ekvivalent, veš, to ni nič žaljivega. Pač ja, mi imamo morje in greš z nami v morje. Ajde, eno tako bi bilo, da greš skinny dipat s Primorcem. To je res tak primorski experience. Jaz bi enega žabarskega. Pa res, to mislim v dobrem smislu, mislim jaz to. Tako da, imam rad vse.
Ampak to bi znalo biti zanimivo, no? Ne vem. To je zdaj na enem... To je zdaj nova stvar na mojem bucket listu. In še zadnja stvar, to sem že povedal na podcastu, ampak moram še enkrat. En dan sem bil v Ljubljani, pravim, jaz obožujem Ljubljano. Punce na kolesih. To je nekaj tako elegantnega, to je nekaj tako seksi, to je tako nekaj ženstvenega. Meni so ful seksi punce na kolesih, ne vem, in še ima taka cute kolesa, ima neke cute outfite, res so hude, ne vem zakaj, ampak ko punca, ki pedalira, veš uno, košarica, zvonče, ko ona pedalira po Ljubljani, lasi v vetru, pa zdaj ima neke plaščke, ne vem, punce na kolesih, low-key vibe, res, fire, ne vem, vedno, ko se vozim po Ljubljani, tako, prav hitim, kakšno uče bom, kje kakšno opazim, ko kakšna gre čez prehod za pešce, mati moja, moj dan je polepšan. Ampak tako res iz vidika, da jih občudujem. Tako, res je lepo videti punce na kolesih, ne vem zakaj. Pa ni nič, ne mislim res nič tako seksualnega, ali kaj pač, ko bi jaz bi jo tako, ko na kolo vozi. Ne to, vse se gor na štango, bova hitrej prišla. Ne to, ampak leži tako, ne vem, lepo je zavideti punce na kolesih. Ne vem, lušne so. Vse nisem še videl ne lušne punce na kolesih. Ko da fiks, če imaš kolo, si lušna punca, I guess. In če diste lušna punca, nabavite si kolo, boste ful bolj lušna punca. Vedno mi govorimo, kako se zboljšati kot ti pohodiš v fitness, delati na sebi in tako. Low-key punce, nabavite kolo. Vsaj v mojih očeh, ful jače. V glavnem, kolesa, vibe. Ampak dejansko ne rabijo biti, vsa kolesa so kar vibe, pa tudi ona ljubljanska kolesa. Ona so kar lušna kolesa. Tako da ja, punce na kolesih, fire. V glavnem dovolj mojega nakladanja. Ja, pridite vsi v cirkus, Oliva na vrhu pice, nov pregovor in punce začeti furati kolesa. Mogoče zato, ker podzavestno misliš, fuck, ko je ona dober človek in skrbi za okolje, mogoče pa je to. Ne vem, v glavnem vibe. Zdaj pa grejo vi poklic našega Jurčka na Tajsko, da vidimo, kako lepše, toplejše vreme. Tukaj jaz zmrzujem burja škifeca. V glavnem, grem klicati Jurta. Dober dan, Jure z Tajske. Dober dan, Jure se javlja z Tajske. Ko smo, Jure? V redu, evo. Zdaj sem že malo utrujen, ker je ura spet 11 po noči. Še malo pa si nazaj. Že zaspan. Tako, hitro gre mimo, ne? Samo še 7 dni. What? Kaj, res? Bližno, 8. Ja, 8 dni, jaz mislim, da si še 2 tedna. 15. letim nazaj. Ne. 15. imam let nazaj. Ja, pol pa uživaj na max, ne? Te zadnje dni. Dejansko je na tem otoku lahko uživam, ker je končno sonce. Idemo. In je res lepo. V glavnem, Jure, imaš še 7-8 dni, da probaš Ladyboya izkoristi. Ok, hvala. Izkoristi. Če ne ti bom ga pripeljal zate v Slovenijo. Ok, napište v komentar, če bi vi tudi bo pripeljal celo bando. Ok, gremo naprej. Nič, pol smo prišli, torej kje sem ostal, da smo na Kokodu in problem je bil v tem, da pač mi pridemo na otok in vse nastanitve so bile zelo, zelo drage ali pa jih sploh ni bilo več. Vse na Bookingu so bile še tri placi za spat, še nekaj jih je bilo na Airbnb-u. Jaz sem v bistvu pobral, mislim, da je 10 aplikacij, ki sem iskal neko prosto posteljo in pol sem mogel plačati 100 evrov prvo noč za spanje. Tako da smo se... What? Kaj tako nabito je? Tako je nabito tukaj. Kaj čaki, kaj je taka sezona tam zdaj, ali kaj? Ma ne vem, kaj je fora, vsi so tukaj zgleda, ampak je da tako kot nasplošno ima ful premalo nastanitev. Pač toliko ljudi, ko pač priti. Ok. In prvo noč sem malo drago plačal, ampak pol, za naslednji dan sem rezerviral pa nekaj, ki je bilo, mislim, da 40. noč, ampak mi je tip skenslal, tako da sem ostal brez. In pol sem imel celo kolobocijo z Airbnb, in pol mi je rekel, da moram jaz skenslati,
Ali mi je napisal sporočilo v smislu, kao dej se ti posveti supportom, ker res imam vse polno, kao Airbnb je zajebal, kao, ne. Ampak se mi zdi, da pač on je imel samo odprt datum, ampak je vdal pol mimo tega, v bistvu ta njegov za spanje, ne. Kaj si dobil pol cash nazaj? Ja, sem dobil cash nazaj in še nek voucher za 30 € od Airbnb-a, tako da je bilo good. Dobro, ajde, za reč toliko okrog tega casha smo še na budžetu. Ne vem, kakšen je bil sploh budžet. Ja, neki 3 do 5 jurjev ba je, 3 do 4, 5 jurjev, no? Ja, Ali smo to pustili stati? Mislim da povprečno za spanje sem dal 30 na noč. Zdaj, enkrat je bilo malo dražje, pač ja bi ga, pač nimaš druge, ampak zdaj mislim, da je to zdaj imam spet 30 na noč. Okay, se zmenim s tem lastnikom, ki smo zdaj, da pač mu dam v cashu na mesto sploh preko Airbnb-a, tako da mi je dal še popust. In je kar okej, no. Nauk za vse, kamorkoli greste, prašite, če lahko cash dobiste popust. Jaz sem se letos v Veneciji zmenil za popust v hotelu na cash. Ja, dobro, jaz bi rekel bolj to, da v bistvu, če ti se zmeniš, recimo rezerviraš na Airbnb-u prvo noč, pa pol se zmeniš z njim, da pač brez rezervacije si tle še par noči lahko, ne, pač da ti on pač sam, da ne plača 20% fija Airbnb ali Booking. Ja, valjda. In pač ti bo sigurno Trikovi. Tako da ja, za vse, kaj. Tukaj. Ta lastnik je res ful prijazen, mi je dal tudi motor, tako da, in še zmenil sem se z njim, da bom lahko zjutraj z njim pobiral kokos. Forte! To bom posnel, tako da lahko dam na storju članov, da folk vidi. Čakaj, ima ti popravno velike, visoke palme tam kokosi pobirat? Ja, on ima tle cel nasad, v bistvu tle okoli teh kolib je cel nasad teh kokosov. Tako da je kar fajn. Kaj veš, kako bo to potekalo? Kakšna oprema? Jaz mislim, on mi je rekel, da to bomo, mislim, da z nečim se zbije dol. Ko bi rekel, veš, ni da v bistvu... A ni da bo šel ti gor plezat? Ni da plezaš gor, ne. Okej. Tako da ja. Dobro. Ja. To. In v bistvu, ja, kaj se zdaj dogajalo te dni, v bistvu cel dan smo bili na plažah. Kakšne so plaže? 1 do 10, plažice, Tajska. Mislim, Tajska nasplošno, da zdaj s plažami nisem bil fasciniran, zdaj pa sem, no. Wow. Te plaže, ki jih zdaj vidim, jaz nisem videl še tako lepih plaž. Ne vem, če si videl videe, pač. Jaz gledajo kar lušne, kar ti malo zavidam, ne? Palme, peščeno vse, kokosi, crazy. Kako se primerja z našimi plažami, slovenska obala? Tako bomo rekli. Slovenska obala ne, ampak hrvaška obala pa lahko konkurira na svoj način, ne. Res? Pa ja, lej, pač še vedno Dalmacija je Dalmacija, ne. Ok. Ampak lej, ta plaža, ki hodimo zdaj, mislim, so 3 take ful lepe plaže, ena ima tako kokose, pač palme čisto do morja, ne. Wow. Ja, ena ima pa uno veliko plažo, tako peščeno plažo in so zadaj vse, pač drevesa, kokosi in palme. Pol pa imaš še eno tretjo plažo, ki smo šli, ki pa je tako res, ne vem, če si videl dlje pač sliko, ampak dobesedno ena palma, tako na koncu peščene plaže, pač res lepo, ko reklama za Kasali. Pošli sliko, da damo. Ja. Tako da ja. Jaz sem videl, da se ti je nekaj pripetilo, ne? In zaradi tega meni niso všeč peščene plaže, ne? Jedu si ananas, pa da ti je po tleh poln je bil peska, ne? Meni peščene plaže so full vibe, da je pesek notri, ampak od zunaj je dobro, da so te naši tipo kamenčki, da se lepo uležeš, usedeš, da nisi cel milkast. Mislim, vse tle smo vedno celi od milke. Milka je povsod. Ne moreš se rešiti, ampak... Slamo prišel nazaj, se stuširal še našo milko. Ja, ne, vse se pač sprijazniš, pač mislim, vse ni tako lahko, ampak lej, preživiš, no, mislim, lej. Mislim, za biti na najbolj perfektni plaži, ajde, ne, vzameš. Mislim, preživiš, no, tako vam rekel, ni tako hudo. Kaj bom še povedal? Ja, ampak ta pesek je pač, lepo je, res. Nisem pričakoval, da bo tako lepe plaže spet. Mislim, eno je, kar vidiš na Instagramu, dejansko v realnosti je isto. Zdaj, ki si videl take lepote
te mika kaj, da bi ostal za dlje časa tam na takem placu? Veš, eni pravijo, to je raj, ne? To je to. Jaz bi komot ostal še kakšen mesec, po mojem. No. Kaj pa bi lahko živel tam? Pa gled, edino iskreno mi gre ti meni malo na korac ta hrana. Pač vse je okej, ono pač ješ različne stvari, ampak na koncu dneva je vse pač nek pad taj, se mi zdi, ne, se so te neki kari, ampak imaš te kari, imaš ono, imaš tretje, ampak na koncu je vedno riž, ne. Kaj pa, če na primer bi imel nek svoj plac in bi si lahko kuhal, bi ostal? Ja, samo veš, tudi sestavine pač nimaš, ne? To je fora. Pa, okay, kaj? Recimo tle na Kokodu pač ni nekih trgovin dosti, pač niti 7-Eleven ni tukaj. A res? Tipo nekih marketov, ne? Nič tako neki mini market. So neki marketi in pa kot da bi, ne vem, Marjanca iz Markovca odprla trgovino pač. Marjanca ima na Markovcu lužno trgovino, prosim. Ampak javno res neke basic osnovne stvari, nič od nič. Mislim, vse dobiš šampone, vse samo ne boš dobil pa, ne vem, šalše. Recimo, ne vem, pašta šalšo tle ni neki baš, ne. Recimo pico pa smo jedli ful dobro, ampak je bila tudi pa čista cena kot v Evropi, ne. Ok, fair. Je bila, ampak je bila pa dobra, no. In se imajo neki Italijani pizzerijo, no. Odprto. Dobro, Jurček, baje imaš ti neka sadja danes, da probamo. Mislim, da te mi gledamo, kako ti probavaš. Ja. Drugače smo še videli ful majhne prašičke, tak je tako. Prašički, ampak neka taka pasma je bila in ful so bili majhni. Mini prašički. So tudi za pojest? Ne vem, če, mislim, da ne, ampak... So bili tipo otroci ali pač kao odrasli samo majhni? Domačeni, majhni. In sem mogel ustaviti motor, da je Lea tekla boža te prašičke in pol jih je lovila tam in enega je ujela in začel kruliti. Članka je rekla, ti greš z mano domov. Ne, je bil tako, jaz sem nato pusti ga, stari. Ne, sprejel bo njeno ljubezen, Jure, okej? Kot ti. Pač ni imel druge izbire, pač mogel je sprejeti. Pač on je bogi prašiček majhen in on tako. Dobro, dej pokaži to sadje, ala. Grem s posadje. Dobrodošli v segmentu Jure Sadjar. Glavno, veste, kaj je problem? Jaz snemam z mojim telefonom in z enim drugim telefonom snemam audio in na unem telefonu sem si napisal, kaj je kaj, zdaj sem pozabil, ampak to je Dragon Fruit. Ok, to je gleda ful seksi. Zdaj naredim taste. Lega, Dragon Fruit, veš, imaš opcijo, da je notri bel ali rdeč. Točno, ja, ni da so beli z unimi pikicami. Ja, ampak imaš tudi rdečega. Zdaj ga bom probal. Evo. A to je tako mehko, da lahko kar žličko? Ja, taka mehka tekstura je. Evo. Ok. Ko zgleda juicy. Ok. Vkus je, kot da bi jedel kiwi malo. Ima take pikice notri. Ma kaj, kislo, sladko, kaj je to? Sladek je. Ok. Rahlo sladek. Ga vam rekel? Od 1 do 10? Pač meni je to 7,5. A pol dejansko tako je dan, ko si rečeš, bi si lahko rekel, pizda, zdaj bi mi zapasal en Dragon Fruit. Majki mi. Ok. Dobro. Kaj ima še? To je Dragon Fruit. Pol. Fuck, veš, ko si mi sedijo sline, veš, ko zgleda lepo juicy. Na vsaki stojnici imaš mangote, jaz sem ga dal tega na pol. Okay. Pač te mangoti so brutalni, pač to tle rastejo, tako je zdaj prav mango. Kaj ni tipo mango ko mango? Ja, pač le. Ne vem, če ste jedli že mango, ampak da vam opišem. Jaz bi rekel, da mango ima tako okus, ki ne moreš primerjati z menim drugim sadežem. Kaj recimo ful sladek. Tudi po okus ima nek zanimiv mango meni. Ja. Kaj tekstura je podobna malo breskvi. Ja, bi lahko rekel, da ima podobno breskvi. Ja. Ampak meni mango je res top, mango te lahko jem non-stop. Meni so res dobri. Dobro. In jih imaš na vsaki stojnici. Ok, zdaj ga ne bom te jedel. Ok, koliko so na primer ta dva prva sadja? Povej še malo, koliko so cene. A cene? Mislim, da Dragon Fruit Rec piši. Je 100 bahtov na kilo. Okay. Jaz bi rekel, da je to, kaj smo rekli? 80 centov je to. 75 bahtov
je 10 evrov. Torej, ja, ne 2 evra, ja, okoli 3 evra. Pa se po mojem dobiš še cene, to je mogoče so bolj za turiste cene, veš. Ok. Koliko mango? To. Pol mango je pa, mislim, da 80. Ok, fair. Pol, Mango, kaj je ki še? bom dal na tla. Pol imam tukaj pasijonko. Zgleda tako. To je my shit. Pasijonke imaš povsod. Je pa zanimiva tekstura, pač taka je juicy. Čakaj, ma kaj to je njihovo sadje, pasijonka? Ja. Oh. Pasijonka je tako, bi rekel, 100 bahtov, mislim, da tudi. Ampak okus pa, evo, zdaj bom pojedel. Pač meni je ta tekstura ni njih najbolj všeč. Tipo tekstura ko kiwi z nekimi žogicami not. Ne ko kiwi, ko kaki žogicami not. Mogoče, ampak le, kisla je. Ampak tudi prijetno kisla, bi rekel. Prijetno kisla. Dobro, dobro. Dobro, naslednjo prosim ti tle manja daš, boš pol to zmazal. Ok, to je to. Pol sem kupil eno tako zanimivo stvar, to sem imel napisano, ko se kliče, vidiš? Ok, žižola. Ni žižola, ampak gled, boš videl zanimivo, ko vlupiš. Ok. Kakšno je notri, gled. To se vlupi tako, To je ko neko malo grozdje. Ne, ni, vidiš, ko se lupi, gled, ja, ampak je tako prozorno zanimivo. What? Gled, Ko nek biser. tako, What? in notri je tako črno seme. No to je trdo, mehko. To zveni Hrustljivo je. ful hrustljavo daje neki. Ni hrustljava. Ima malo ko grozdje okus. Malo ima okus po... Čakaj. What? Ne bi rekel, da mi je lih ful dober, malo je sladek. Notri ima tako črno seme. Mislim, imam napisane ime na telefonu. Zdaj bom dal pol ti poslal. Ampak vidiš, tako je. Tako prozorno belo. Kje je smeh? Ok. Okus pa je po... Kaj sem rekel? Grozdje si rekel. Meni mi da celo malo na koncu zelo tako en promil okusa po malo po, ko bi rekel, po hrenu. Ne vem zakaj, ampak ni okus po hrenu. Ampak tak pri okus ima na koncu. Ok, Je pa ful smeh. žvečljivo, dobro, malo ima po hrenu, sladko. Ok, dobro. Ok, pol imam še to, zdaj to spet sem pozabil, ko se kliče, ampak zdaj tako zgleda. Crazy, ok, neki ježek. Ok, ježek, zdaj ga bom odprl. Fak, je zanimive oblike so ta sadja. Evo vidiš, spet je podobno kot tisti. Kot dragon fruit. Ne, kaj je to? Ne. A to je Ko- celo ne, spet lupek gre ven in to tak. notri daš ti ven. Ta jajček. Ta jajček. Kje crazy, what? Čakaj. In kakšno je to, mehko, trdo? Ful je podobno kot tisto, ne? Okus pa je boljši kot tisto prej. Ok. Zdaj, da ga probamo pisati. Ne vem, na kaj me spominja. Tip tle bo naredil cel obrok, dokler se bo spomnil, na kaj ga spominja. Ne vem, na kaj me spominja. Ne vem, s čim bi primerjal to okus. Ej, ena ful neumestna, ampak ful ti je zrasla brada. Ja, ful mi je zrasla brada, ker nimam brivnika. Pač ful imaš dolgo. Ja. Moraš priti Lej, k barberijanu okus ima nazaj. Lej, bolj bi rekel, da je malo bolj čvrsto. Spet bi lahko rekel, da malo bi imel neko korelacijo na grozdje. Ampak meni je spet ta ful zanimiv, ta prvi, ne? Dobro, daj pokaži, kaj ima še, ne mi zdaj ti tle jest. Postajamo lačni vsi. To je to v bistvu od sadja. Ok, Kiro Imaš bi pa rekel, da še- ti je najbolj všeč. Od teh, ki si nam pokazal. Mango. Mango. Kiro najbolj Mango mi zapaše. je najbolj všeč. Mango. Čeprav ne vem, recimo dosti jemo tole, pasijonko. A res? Ja, dosti jemo pasijonko. Kupimo fulkrat pa jemo tako, ne? Na žličko. Ok, Ja. hudo. Pasijonka bi rekel res, da je dobra. Zelo zapaša pasijonka, samo mi ni všeč ta semena notri.
Mango pa je res basen tle, stari, res. In danes smo jedli še nek mini ananas. To je bilo tako dobro, ki mi je padel v pesek. Mini ananas, koliko velik? Ne vem, koliko je velik, ker sem dobil že narezanega, ampak bej, da obstajajo tle mini ananasi, jaz sem jih iskal, da bi ga prinesel, a ga nisem našel. Okay. Ker sem kupil tam že narezanega. Ampak ja, jaz bi rekel, da moj all-time favorite je mango, pol ta dragon fruit je tudi ful dober. Ful je lep za ga videti, ne? Ki je tak rdeč notri. Kaj pa tebi, kjer je ti najbolj zanimiv od vseh? Od tega, kar sem videl, bi najraje proval dragon fruta in unega malega ješka, ki si ga mogel tako odviti in uni jajče, ki je notri. To zgleda tako crazy. Pač zanimivo mi je pakiranje tega. Ja, meni tudi je zanimivo pakiranje, ja. Pač to, da ga moraš tako vzeti ven in da je notri mehko. Ker ni malo podobno mogoče kostanju. Temu, kostanju, ja. Ja, sej zato je tako crazy. Malo je podobno kostanju. Ne, pač lan, jaz sem sucker za sadje, pač. Veš, kaj je tripofobija? Kaj je to? Veš tisto, ko ne moreš gledati une teksture, da so neke luknje notri, veš? Ne vem. Torej, to je fobija na luknje. Neke oblike čudne so to, takih luken. Okay. In eno sadje sem našel, v bistvu cvet od lotusa. Mislim, ne vem, če je plod od lotusa. Okay. Hvala. Kaj sem rdeč? Ja, thanks. Plod od lotusa in bom ti poslal sliko, sem slikal ful je scary za videti in res je tripofobija as fuck. Ampak kaj je to zdaj, ki praviš? Hvala. Seme od lotusa. Veš lotus, ki raste na vodi? Ja. No, pač seme od tega imam slikano, pač je res čudno za videti, tako bom rekel. Ok. Bom ti poslal sliko. Drugače pa, kar sem hotel še kupiti, je papaje, samo papaje nisem dobil. Veš, da papaje še nisem jedel v lifeu? Male papaje, ko bi ti rekel, nič ne zamujaš, evo iskreno. Pač, tega bolj tretirajo skoraj kot zelenjavo, kot sadje, bi rekel. Ok. To je to za segment sadja z jurtom. Hvala za ta poučni segment. Lovki, jaz sem lačen in bi rad kaj probal. Kaj lahko prineseš kaj nazaj, ali to kao ne smeš, ne? Ne vem, po moje lahko kaj prinesem nazaj. Ni da bi te na letalu ustavili, ali... Se bi dal notri med luggage. Lahko, če tako zapakiraš v kufre in to pač... Po moje lahko, se to ni nobena invazivna vrsta, veš kaj mislim. Papaja je itak v Sloveniji. Ok, ne vem, dobro, ok. Ti, zdaj, ki smo vstopili v veseli december, tam je kaj okrašeno, tam imajo oni božička in tako? Ma ne, nimajo iskreno, nisem opazil nič. Ne? Ne. Niti po tako nekih popularnih delih mesta? Ja, veš kaj, Tajska je v določenih otokih muslimanska, v določenih otokih je... Budistična? Hinduistična, budistična, ja. Ok. Kaj zdaj, hinduisti, budisti, kaj je razlika? Ne, hindu, to je indijsko. Aha, torej budistična pol, ja. Ja, ok, sem mislil, da vseeno imajo kaj mogoče okrašeno ali kaj. Ne, okrašeno ni nič, mislim, tle moraš verjeti na kokodu, pač niti ni, ko bi rekel, cestne osvetljave, ne, pač tle ni tako. Dejan, to je tako leži, otok. Ma ja, je otok, samo veš, ko bi ti rekel, tle ni lih, mislim, je vse urejeno, ampak nimajo, recimo, da bi rekel, veš, nekega centra ali kaj takega, ne, pač tle vse tako bolj, pač par ulic, mislim, par cest je in to je to. Ma kaj se je za upokojiti na tem otoku, ali ne? Pa jaz mislim, da jaz bi lahko tle živel. Mislim, Ok. Ne vem, je zanimivo, pač. Dosti ljudi se upokoji, vidim tukaj, ne, odprejo restauracijo in imajo biznis tle, ne, in je to, in uživajo. Pošteno. Ste spoznali koga zanimivega? Pa jaz ne vem, če sem spregovoril s kakšnim človekom drugim tle. Nismo neki baš spoznavali ljudi. Jure, moraš malo minglat. Ja, škaj so večinoma pari tle. Pa dobro, greste malo kaj s parčki, neke double date, veš, malo hengaste skupaj, kaj? Veš, kako to zgleda, pač. Zjutraj se zbudimo, gremo na zajtrk, gremo na plažo, gremo na kosilo, gremo pol malo počivati in pol gremo spet na plažo in pol gremo na večerjo. Mislim, kaj te ne mika, koga spoznati, ali kakšnega lokalca, ali kaj?
Tle je ful velik language barrier tudi, veš. Že ful se mučimo pri naročilih, ker recimo pač ne razumejo, pač ne vem, zadnjič še na zajtrk in sem naročili vsakem krožnik, smo dobili en krožnik, pač samo ne. In pol je pač ne razumela, da hočemo samo en krožnik. Pač ja, vse se da, eni znajo boljše, eni znajo slabše. Edino, kar je pa ful zavideti, recimo psi so ful ko bi rekel, neoskrbovani. Okay. Ful je nekih psov, ki so taki bogi. To je malo grdo zavideti. Mačke dosti tudi. Ampak za mačke se mi zdi, da bolj skrbijo. Tako da ja, psi so pa, se mi zdi, in psi so res ful jih je. In ne vem, pač ful zanimivo opaska, vsi imajo ful velika jajca, te psi. Mislim, res mora biti velika jajca, da prav je opaska vredna omembe, ne? Pač prisežem, stari, ne vem, ali sem navajen, da vidim pse brez jajca, ampak ja, da imajo res ogromna jajca. Ali imajo jajca. To res sem opazil. Drugače pa ja. Dobro, kaj je zdaj še plan za zadnji teden? Zadnji teden mislim, da ne bo dosti drugačen kot v zadnjih 3 dni. Mislim, zdaj, kaj Pač, hočeš doživeti, še provat, Nič, videti? v bistvu. Nič tašnega, mogoče kakšen tajski boks, mislim, te borilne veščine. Drugega pa ne vem, nič, uživati na plaži, probati kakšno novo hrano, kakšen nov sadež odkrit. Didi, probaj ti to Spravi se malo tekst- snikniti, kaj nam tle v Giro, probaj ti to malo prešvercati. Kakšno sadje, zrnjavo. Pa ja, Bom to probal zrihtati. malo... Ja. Tako da ja, to je to, pretty much. Stari, veš, kaj razmišljaš mogoče, ma ne vem, ajde, ti si že šel skozi to. Bo bil malo šok, vsaj jaz, ko pomislim, iz neskončne dolgo plaže, palmice, vročina na božične okraski bunde in burja. Pa ja, meni se je to že zgodilo, enkrat pa sem bil nice, pač vse je lepo, pač. Ne vem, meni se zdi tudi, da to potovanje je že ful dolgo, pač. Ne vem. Ja, član, te ni en mesec, več kot en mesec te že ni. Zato, ker ko sem šel, jaz se spomnim, ko smo šli prvo destinacijo, se mi zdi, kot da je že ful v preteklosti. Tam, ki smo šli prvo, veš. Ampak hkrati pa je šlo ful hitro mimo. Ja. Mislim, ta 2 tedna, ko smo bili, en teden pa pol, ko smo bili, ali več, ko je bilo en teden pa pol, 2 tedna smo bili skoraj v enem dežju, škoda, da smo zgubili 2 tedna. Ampak tle moram reči, da sem jaz tudi malo kriv, zato ker sem rekel, pač kaj, jaz se spomnim, ko sem bil na Baliju, je bilo tako, da pač je bilo napovedano grdo in je bilo pač malo dežja, malo sonca. Tle je bilo pač samo dež. Ne. Tako da ja, pač to sem tudi jaz malo zafrknil. Ampak le. En nasvet za tisti, ki greste v Azijo, nikoli ne bukirati nastanitev naprej. Pač bukirajte si vse zadnji dan, pač boste že preživeli. Pa legit. Ja, brez veze, sem se zafrknil, sem zgubil 280 evrov. Ok, Jure, za na konec. Ti si zdaj v dokaj svežem relationshipu. Kako je iti s punco tako svežo na tako dolg dopust? So kakšne prednosti, kakšne slabosti, ki si že videl, opazil, kaj mogoče? A je to res, ki pravijo pač vrži se in fuck it, vidiš, kar je? Pač nič kaj, največ kar je, da je lahko pustim tle ali pa da ona gre. Ne bom rekel, da nismo bila še blizu teh potovanj, ločenih potovanj, ampak nekako mislim, da it makes us stronger now. Ste se povezali bolj zdaj, ki ste toliko časa skupaj? Smo se povezali, ampak ja, nismo samo na tem mestu skupaj, v tem dopustu skupaj en mesec, pa smo bila že prej in sva pač že malo navajeni tudi, navajena. Ja, ma dobro, veš, zdaj biti en mesec nekje zaprt z nekom v enem novem okolju. Nič hujšega. Priporočaš? Pa priporočam, ja. Nabaviti punco Mislim, in na dopust. lej, če imate punco, pejte z njo na dopust, zakaj ne? Ok. Lej, boljše jo spoznaš, ne? Mislim, veš, eni rečejo, ne vejo, če je vredna še, da jo pelješ na dopust. Pa jaz mislim, da vredno je čim prej ustvarjati čim boljše spomine. Vredno, mislim. Ne vem, ne. Vsak se ne odloči zase, kar čuti, ne. Dobro, tega tle že boli kurac, je ta fucking dragon fruit, tipu dosadživam, gremo mi na vprašanja.
Vedno preden začnemo snemati podcast, damo na Instagram vprašanja danes, kaj vprašaste. In danes ste nas vprašali. Pokaži, Max Stepina, pokaži že tvojo narisano punco v živo. Danes je doma, ki se slabo počuti. Jure, tebi je bil všeč podcast? Ne vem, kaj da ti rečem. Ja, mi je bil všeč tvoj kreativni proces. Sem bil presenečen. Lepo je bilo, zanimivo. Ampak ja, ne vem. Meni se zdi, kot da reče meni, se ti bo sfuzlalo tebi malo. Kaj, nekaj kreativnega naredimo, da pestrimo. Si videl, kako sem te dobro nafukal na koncu? Ja, dobro si me, ja. Se mi je rekel, prej sem začel snemati, v scenariji, reče to in to, če bo Jure prej začel spraševati, reče, da si lih na blagajni. Vse možnosti sem mi dal na mizo, sem rekel, zdaj bom klical, da naredim believable. Ko bi rekel, tako, jaz sem ti verjel, ampak deep down ti nisem. Se je bolj dobro je bilo, ki je bila Leja, ne, dej, to ni res, ti, ne, pač to je legit, ne, ti rečem jaz, to je legit. In to manj kot neko osebno zmago, ki tebe težko jaz kdaj nategnem, ki vidiš čez moj bullshit in tle sem te malo prelisičil. Mislim, če neka ženska reče, pravi, imela tak glas, ki ni bil, je bil res filmski glas, tak neki njim. What kaj, ženska iz Ajdovščine, shout out Karin Likar. Ja. No in še zadnje vprašanje, je tle en vprašal, sploh ni zdaj, da to se da. Je poslal sliko in je vprašal, who is this diva, in dal sliko od mene da 2018, 2019, poglej Jure, mu dali pol to sliko. Nek emo brez biti emo. To je bilo neki tipo prečka na eno stran, prečka brez prečke. Lemo. Druga prečka je mogla še zrasti. Jebem ti. Me ful zanima, kdo je to tip, ful ne vem, kdo je to tip, iz kje je to tip zvleko, ampak dobro. To je to, ker smo malo pozno dali vprašanja. Jurček, uživaj, komaj čakam, da se vidimo. Še en podcast in evo tebe, ne? Tako. Nas pogrešaš, kaj? Pa ja, I guess. Kaj najbolj pogrešaš? Pa če ti povem iskreno, kaj najbolj pogrešam? Iskreno ne pogrešam nič toliko. Počasi ti, kaj že iz temi ne pogrešam nič? Še enkrat te bom vprašal, kaj pogrešaš? Pa gled, iskreno, ta trenutek še ne pogrešam nič. Jure, no ponovimo, v tretjega rado. Jure, kaj pogrešaš? Hoče kakšno osebo, pogrešaš kaj koga? Tebe pa te pogrešam. Sej se bomo kmalu videli, ne skrbi. Ne, meni en mesec ni še toliko, da bi pogrešal, ampak po moje bi pa pogrešal po kakšnih 2-3 mesecih. Sigurno ljudje. A res te malo že pogrešam. Meni je všeč, ko bi rekel, odkrivati novo okolje, malo. Jaz sem gotovo, da mi je ful všeč odkrivati nove okuse. Česarkoli. Zato si bil s toliko ženskami. Nastavil si mi napladen, to je hec. Za vse člani, celotno člani občinstva, to je bil hec. Okay? Hecam se. Jure ni imel v lifeu še nikoli nobene punce. To je njegova prva ženska v lifeu. Amen. Dobro, nič. Šautni nas, Jure, naše sponzorje. In te pustimo spadaj. Shoutout za najboljši burger na obali, El Toro Steakhouse in meso. Pol imamo Barberijana, najjačega barberja na obali, ki ga bom šel obiskati takoj, ko pridem nazaj v Slovenijo. In še Anja ja, član ga že rabiš, veš, počasi. Kaj? Malo ga že rabiš, veš. Ja, veš. bom bravo počasi. Čeprav bi si pustil na dolgo lase, zdaj spet. Bi imel dolgo lase, ampak v tipo nek... Vse tako veš nazaj ima, bi se ne rado. Pa ti fuck it, pravaj, zdaj si že toliko si pustil malo fuck it, veš. Ja, prav tudi brado si ne bi neki full krajšel, mi je postalo všeč, da ima tako dolgo. No dobro, ajde, tam brkiče si moraš malo urediti, ti hodijo čez ustnice, malo tako škifo že. Ja, samo ne morem, nimam s čim. Ja, si ti pravim, je fire, malo jo moraš to še urediti.
Ja. Ti bo Barbarian zrihtal, brez skrbi. Tako da ja, neč, to je to, lej. Čakaj, za El Toro si rekel? Sem rekel. Pardon, veš kaj, malo te prekinja. V glavnem, El Toro, svoje rezervacije si zrihtate na 0405658088. 0405658088. Rezervirajte, poklicite, pejte in se najejte. To je to, Jurček. Nič, hvala, ker si me gostil. Hvala, ker si prišel v moj podcast. Ni zakaj. Nič, se slišimo po telefonu. Ne? Ajde, Jure, pomahaj članom. Hejo! Dobro, ala, smo na vezi. Ja, slika si, ko rabiš, sliko rabiš. Pa sliko bomo naredili, da se od njih poslovimo, da bomo že pol sliko. Ajde. Okay. Ajde. Hvala, ki ste bili z nami.